Ja, vse je v redu. A rabiš telefon? Ja. Evo, živijo, kakor sem rekla. Imam danes sogovornico Barbaro. Žal mi je, ker nisem spoznala že prej, ker sem rodila, ker sem bila v bistvu en teden nazaj pri njej na kontroli medeničnega obroča in kakor sem mislila, da je to vse super, fino, fajn, ni. Pa jaz, ker res dosti treniram, pa delam na temu, pa ni vse tako, kako mora biti. Tako da vprašanje, kaj je šele s tistimi, ki imajo malo več težav, pa ki nič ne delajo. Tako da zdaj se bomo pač malo pogovarjali glede tega, glede teh problemov. Kaj je sploh tabu temah, ker ne bi smeli biti v bistvu. Ja, ne bi smeli biti zaradi tega, ker to je ena taka stvar, ki se dogaja vsem ženskam, vse gremo skozi to in bolj, ko se pogovarjamo, boljše. Več bomo zvedeli o tem, bolj bomo videli, da to ni nič takšnega, da se prej dajo poštimati stvari, če jih prej ugotovimo, preden pride do nekega hudega problema. Kaj bolj še za popravljati. Rekla si tudi, da v Angliji oziroma po svetu, da je to že čisto nekaj normalnega, da imajo v bistvu takšne institucije za ženske, da je to nekaj tako, kakor zobar pri nas. Tako, meni je bilo všeč, jaz sem v Angliji namreč delala izobraževanja, kar se tiče težav, ženskih težav, bom tako rekla, ker oni imajo, recimo v Angliji imajo Women's Health Physiotherapy in dejansko, ko ima ženska težave, gre do fizioterapevta, ki imaš take težave, zobar greš tja, poveš, imam take in take težave, se rešijo stvari. In to dostikrat ginekologi oziroma pred nekimi operativnimi posegi svetujejo prvo pol leta fizioterapije. Če se stanje res nič ne izboljša, potem bomo razmišljali o operaciji, ampak prvi korak je zmeraj v bistvu fizioterapija. Tako, da se čim bolj aktivirajo mišice, da se vidi, če še kaj drugega za narediti. Kaj si sploh ti? Daj mi malo povej, mislim, jaz vem, kaj si, ampak povej, v bistvu tega najprej povem, je pri nas na roke, na prste ene roke, se lahko prešteje takšne, kakor je ona, kar ti počneš, ne? Ja, jaz sem drugače diplomirana fizioterapevtka, končala sem študij na zdravstveni fakulteti v Ljubljani. V bistvu tam sem se tudi prvič srečala, ko nam je gospa Darja Ščepanovič, ki je ena izmed redkih, ki delajo to. V bistvu sem se prvič prek tega srečala, sem videla, da se dajo te stvari dejansko popravljati. Potem pa, ko gre življenje čez, pa imaš prvi porod, pa drugi porod, pa vidiš dejansko, kako je tudi iz druge strani, kako ta stvar zgleda. Me je pa začelo še toliko bolj zanimati in sem iskala, kje bi lahko dobila še več znanja, še več v bistvu primerov, da se malo bolj poglobim v tej smeri. In sem v bistvu prek angleške spletne strani, kjer imajo, sedaj se imenuje POGP, se pa Pelvic Obstetric Gynecology Physiotherapy, imajo dodatne izobraževanja za diplomirane fizioterapeute, ki se hočejo izobraževati bolj podrobno v tej smeri. Tako da sem začela hoditi na ta izobraževanje že leta 2012, od takrat se bolj intenzivno ukvarjam s tem, tako da. Ok, in zdaj, ko pride ženska k tebi, oziroma po porodu, kaj ti narediš? Tako bom rekla, največkrat se zgodi, da pridejo zaradi, recimo, bolečin v križu, mogoče niti ne na prvo roko, da povejo, da imajo inkontinenco ali da imajo bolečine v medeničnem dnu. Rečemo, v redu, bolečine v križu, vzamemo anamnezo in nekako že preko anamneze, ko jo jemlješ, se ti že dozveva, da bi znale biti težave. Jo vprašam ponovadi po teh težavah, potem je pa odvisno tudi, kako sama pristopi do tega. Če vidim, da so zaprte, da nočejo v to smer še iti in predstavim, povem, da se dajo rešiti stvari, ampak ne drezam, naj pristopijo same, ne. Je pa tako, da če jih je pa vse več takih, ki pa že rečejo, ja, imam težave, se mi je že, ne vem, po prvem porodu zgodilo, da mi je uhajalo in bi rada to rešila, ker vem, da ni to zdravo in rečem super, potem in pa razložim, kako sploh prvi pregled zgleda, kaj se naredi in pa naprej. Ok, in kako zgleda? Prvi pregled, pač pregled mišic medeničnega dna in vaginalni pregled, drugače ne gre.
ker doskrat so šokirani reči, vaginalno, ne, fizioterapeuti, to gre, to gre, ker tam so mišice, tako se ostale mišice in jih moram potipati. Ne moreš zobo pregledati, če ne odpreš usta. Točno to. Tako da potipamo najprej, da pogledamo sam tonus mišic, če je kako odstopanje, pogleda se tudi trebušna stena, če so kakšne brazgotine, se pravi, kaj je narobe. Potem preko tega pregleda jaz dobim nekako oceno stanja, kak je stisk, kakšna kvaliteta oziroma jakost stiska, koliko sekund se lahko zdrži pravilen stisk, se pravi, da dobimo nekako orientacijo in smernice za naprej, za potek terapije. In pol naprej? Kakšne so pol naprej? Ja, je pa tako, lahko se dela individualno, to je najbolj koristno, se pravi za biofeedback napravo. Biofeedback naprava je taka napravica, vaginalno se stavi elektrodica, preko katere zaznamo aktivacijo mišic in aktivacija mišic je vidna na zaslonu. In prek tega zaslona se vidi, kako močen stisk naredimo, koliko sekund ga držimo, ali sploh kaj naredimo ali ne, pa tudi zelo pomembno, ali pride do relaksacije ali ne. Ker dostikrat se zgodi, da pa ženske zategnejo močno, pa ne znajo izprostiti. To ja. Kaj pa, če nimamo te naprave? Se da kaj, da same naredijo, recimo takoj po porodu, s temi stiski pa to? Ja, že recimo takoj po porodu, če niso izrecno že prej delale, je že potrebno aktivirati mišice medeničnega dna, se pravi, da se aktivirajo tako, kot da bi hoteli zadržati vetrove, blato, curk, urina. Vse tri luk, ne bom rekla po domače rečeno, zapremo, privzdignemo navzgor, zadržimo stisk par sekund in potem sprostimo. Ok, kaj pa razlika tukaj pa keglove vaje, ker so tako pač, kaj dobimo v porodnišnici, keglove vaje, ampak vemo, dosti smo pisali že o tem, da to ni najbolj. Ja, keglove vaje oziroma one, kar je originalno Kegel opisal, ko je bilo samo dvigovanje navzgor, so zdaj malo modificirali in je ratalo v bistvu tako, da začnete od ozadje, od trtice proti sramni kosti. Se pravi, kot da bi hotele od ozadje proti naprej zapirati zadrgo in potem privzdigniti vse skupaj navzgor. Tako da ena primerjava, če smo prej rekli za keglove vaje, da je tako kot eno dvigalo, da dvigujemo gor, so zdaj bolj tekoče stopnice, da gremo od ozadje naprej pa navzgor. In celo dno od trtice do sramne kosti. To v bistvu, to so vaje, ki jih lahko počne ženska že takoj po porodu. In jih moramo zaradi tega, ker če hočemo se stabilizirati, glede na to, da po porodu se že takoj dvigujemo, skrbimo za otročka, ga je treba previti, pestovati, iti na sprehod, karkoli, se pravi, morajo biti mišice že aktivne takoj. Ker mi ne ležimo, mi smo v gibanju in dvigujemo v bistvu že težo in ponavadi, če to dvigujemo napačno in pride še do drugih. Ker dostikrat napačno mislijo, da rečejo, šele po 8 tednih lahko pač počakamo do prvega ginekološkega pregleda zaradi vadbe, ampak sam stisk mišic je pa nekaj drugega. To je treba pa tako aktivirati. Ampak tudi vadba je problem, ker lahko mi vadimo že prej, ampak ponavadi dajo, zdravniki rečejo, da ne, zato ker vadba kot sama si jo ljudje napačno predstavljajo. Vadba bom rekla pod nadzor, pa vadba pod mogoče malo, da saj nekdo, ki je strokovnjak na tem področju, pogleda, kaj kaj ne. Se pravi, da napake, klasične napake, ki se delajo pri izvajanju vaj, da jih ne delamo takrat. Da ne delamo mogoče dokler krvavimo, sploh ne smemo dvigovati medenice navzgor, da ne pride do embolije. Da takih napak ne delamo, se pravi, je fajn, da je pod strokovnim nadzorom. Tako, Ok, zdaj tako, prolaps medeničnih organov. Koliko je to pogosto, pa koliko se temu nagovori, pa koliko bi se moglo govoriti? Prolaps organov seveda je tudi ena pogosta zadeva, ki se mogoče dogaja bolj potem v kasnejših letih, ampak že takoj po porodu pride mogoče malo do, to ni prolaps, ampak mogoče malo do spuščenih tako organov, kar še ne pomeni, da je prolaps, ampak kot neka preventiva bi se mogli takoj s tem ukvarjati, da se pravi, da z mišicami medeničnega dna nudimo oporo temu, da se lepo stabilizira nazaj navzgor. Sam prolaps organov je pa že nekaj drugega, je že tisto, kar stopi ven. Ok, ampak to si lahko sami naredimo. Se pravi, če je bilo malo spuščeno in pol, če gremo na neko vadbo, kjer se skače in kjer se dela neumnosti, lahko pride do poslabšanja. Seveda. V bistvu vsi poskoki, tek, trampolini, ne vem, vse vrste poskokov še bolj naredi težno k temu, da se povesijo navzdol organi. Se pravi,
taka vrsta vadbe še poslabša zadeva. In tudi, če je ženska po porodu, 5 let, pa da ni od takrat nič naredila in gre s takim medeničnim dnom na vadbo skakati, je isto, kot če bi prišla čez 1 mesec po porodu. Mislim, ni čisto, ampak lahko se poslabša. Se isto lahko poslabša. Ni rečeno zdaj, če smo mi že par let po porodu, da se nam pa kakšna takšna stvar ne more zgoditi. Ne. Tudi zaradi hormonskih sprememb. V bistvu naše telo se non-stop spreminja in moramo imeti non-stop v zavesti. In enkrat, ko si po porodu, v bistvu tvoje telo je spremenjeno in po porodu in ga moraš tudi tretirati kot takega, da ga vedno stabiliziraš. Kaj pa inkontinenca tega je, pač vemo, da je to tako pogost pojav, da imajo že punce... Že pred nosečnostjo, že mlajše punce, seveda. Tako da tega je veliko in največkrat je pri mlajših zaradi nepravilne vadbe, zaradi nepravilnih treningov, če ni glih kakšnakoli druga zdravstvena zadeva vmes. Z mišicami, s treningom se da odpraviti, marsikaj popraviti, tako bom rekla, ampak je spet potrebna individualni pristop, zaradi tega, ker ni vsaka inkontinenca enaka drugi. Oziroma ženska, če ima, ne vem, pa ti stresno inkontinenco, pa jaz stresno inkontinenco, pa ena tretja stresno inkontinenco, ni nujno, da pri vseh treh, da boš pa rekel, zdaj boste pa vse isto delali. Je potreben individualni pristop pogledati, kako mogoče kompenzira z ostalimi mišicami, kak način dihanja ima zdraven, kako držo ima, v bistvu, kaj dela skozi dan, tako da to je zelo individualen pristop. Zelo, Kaj pa v bistvu se da ta prolaps in inkontinence, tudi če je tako res grozno stanje, odpraviti brez operacije? Ja, definitivno pri katerih koli vrstah poškodbe, bom rekla v narekovajih, ker to ni glih poškodba, ampak vseeno, je prvo konzervativni pristop. Se pravi, zmeraj ponavadi sprobamo z fizioterapijo izboljšati stanje. Tudi v končni fazi, če pride do operacije, je fajn, če ženska že prej delala nekaj na mišicah, na treniranju tega, bo tudi po operaciji veliko lažje, v bistvu bo boljša rehabilitacija, boljši rezultat bo na koncu, ker bo ona že vedela, kako mora stisniti mišice. To dolgoročno gledano, se pravi, če nekoga operirajo in nikoli ni stiskal mišic medeničnega dna, slej prej se bo spet nekaj poveslo. Če nimaš nobene podpore od spodaj, vse pade navzdol ponovno, tudi če so oni vse prvezali pa podstavili. Mora biti neka rehabilitacija. Kaj pa zdaj utegne, recimo, ko je dosti prehladov in kihanja in kašljanja, kako naj si punce, kako naj pravilno recimo stisnejo te zadeve, da ne bo skozi uhajalo? Zdaj pač trening, če vzamemo trening mišic medeničnega dna, ga moramo jemati kot trening. Je to eno, kakor takrat, ko začutiš, da boš kihnil, oziroma da te malo žgečka v nosu, rečeš, kihnil bom, fajn takrat zavestno stisniti mišice. Zdaj ne tretirati to kot trening, ampak to je tista, da spet povežeš malo reflekse, da začnejo delati. Se pravi, ali pa ko čutiš, kašljati, moram, stisnem mišice, zadržim stisk mišic medeničnega dna medtem, ko kašljam in ves čas, dokler kašljam, naj ne bi te spustile. Tako da ne sam stisniti, pa pol, ko kašljate, spustiti, ampak ves čas držati. Cel čas, Imate tlele tukaj, punce, kakšno vprašanje, če ste, vidim, da vas je kar nekaj, tako da dajte se malo pofočkati, če ste z nami, ne vas ne bo sram, to je pač tlele rešujemo tabu teme in če imate kakšno vprašanje za zdaj, jo imate tukaj, tako da vem, da imate ful vprašanj, ko dobim na mailu vsak dan po 10 vprašanj, tako da ne vas ne bo sram. Pa še nekaj, ko to naredimo vse, ko gremo od tebe, ti si nam dala vaje in to delamo, kaj pol naslednji korak, hoče ženska spet pridati v neko športno Zdaj jaz bom tako rekla, v bistvu vsaka naloga fizioterapeuta, kakršnega koli, je, da nauči neke osnove pravilnega gibanja, samokontrole, samonadzora. Ko sem kot fizioterapeut prepričana, rečem v redu, zdaj pa znaš pravilno stisniti mišice. Medtem, ko delaš vaje, veš, kaj je prav, kaj je narobe, veš, kako je treba popraviti položaj. Ko se jaz prepričam, da to gre, rečem, pejt na vadbo, najdi si neko skupino zaradi tega, da si v družbi, da imaš napredek, da se dogaja, ampak ta vadba naj bo namenjena stabilizaciji. Se pravi, da se dela pod strokovnim nadzorom,
da vaditelj, ki izvaja vadbo, da ve, kaj dela, da mu tudi poveste, kakšne težave ste imela, zaradi tega, da njemu tudi lažje prilagoditi samo vadbo in potem delati naprej. V bistvu, kaj pa je pomembno? Ritne mišice, kor. Ja. Poleg seveda vseh teh glavnih stabilizacijskih mišic, ko so mišice medeničnega dna, globoka trebušna mišica multifidi, se pravi pravilni način dihanja, da diafragmo aktiviramo zraven. Od teh zunanjih mišic so pa gluteus medius je zelo pomembna za stabilizacijo medeničnega obroča, da bo stranske ritne mišice. No? Ja. Zadnje stegenske mišice, romboidi zaradi samega položaja lopatic, tako da to tak en na hiter se pravi za celo telo, ne? Ja. Zato, ker v bistvu punce me dostikrat vprašajo, daj mi vaje za trebuh, a ne? Ampak zato, da bo tole funkcioniralo, moramo biti v bistvu od tukaj do ta mora biti močna. Tako da ni samo za trebuh, ampak je celo telo. Zato mora biti pač tudi trening tako namenjen za celo telo. Celo telo, zato tega, ker če ni, ko mi hodimo, ko stojimo, se pravi, če nimamo teh mišic aktiviranih, se sesujemo, v bistvu pademo, rekla, sami vase, tako, in ni tiste prave stabilizacije, nič ne pomaga, če imamo mi six-packe močne, v bistvu te še bolj potegne navzdol. V bistvu je cela linija, cela veriga, kinematična veriga je pomembna, od stopal do glave. Kaj pa nosečnice? Kaj, recimo tek med nosečnostjo, vadba med nosečnostjo, pasovi, razni, ki držijo te zadeve? Za tako splošno pravilo pri vadbi pri nosečnicah je, da dokler se nosečnica počuti v redu, načeloma dela tiste stvari, ki jih je delala pred nosečnostjo, jo lahko upravlja naprej, če ni drugih zdravniških odstopanj. Zdaj pa sam tek, kot ga ne svetujem nenosečim puncam ali pač moški populaciji, ga tudi nosečnicam, bolj iz tega vidika, ker non-stop povzroča in pride po porodu do takih težav. Ampak dobro, če se nekdo počuti v redu, da je že tekel prej leta in leta, da ima pravilno tehniko teka, da mu je tek tisti sproščujoč občutek, da si glavo sprazne v redu, naj dela naprej v okviru svojih zmožnosti. Če se punca odloči šele med nosečnostjo, da se bo začela ukvarjati z neko vadbo, naj bo definitivno to vadba, ki je pod strokovnim nadzorom, zaradi tega, da ne bo prišlo do napak. Vse ostalo je pa pač tako, kot ste prej, najljubše. Ampak pravilno. Ok, gremo še diastazo, ker to je toliko enih oslari in podatkov in vsega napisanega bilo že, tako da v bistvu največje vprašanje, da diastaza se ne zaceli do konca in je to čisto okej, če se ne, a ne? Diastazo še vedno jo, ampak počasi se bo to spremenilo, smo merili v širino, se pravi, za koliko prstov v širino se naredi luknja, po domače rečeno. Sedaj je bolj pomembno, da gledamo globino, se pravi ta fascija oziroma vezivno tkivo, koliko opore nam še nudi med tem. To je kanvas, ne? Tako se odbija v bistvu, ali pade prsti not. Ali v bistvu zatipaš že vse organe noter, ali je pa še zmeraj neke opore, neke čvrstosti. In to je tisto, kar je pomembno. In vezivno tkivo nam more nuditi čvrstost, v bistvu oporo nam more nuditi, da mi delamo vaje, oziroma da smo funkcionalni čistko. Sama širina seveda je pomembna tudi z kozmetičnega vidika in tako naprej, ampak če mi delamo vaje pravilno, pod nadzorom, če delamo tako, da se nam ne naredi strehica ali pa luknja noter, ko delamo vaje, se bo počasi tudi to vračalo nazaj. Ampak definitivno je pa bolj pomembna globina, kot je sama širina. Ker tudi recimo, da en leto je ena fizioterapeutka iz Kanade, ki je na področju diastaze zelo veliko naredila in to dobro knjigo napisala. Ko začela delati raziskavo, je imela še zmeraj, tako kot vsi fizioterapeuti imamo, pač predstavo o tem, da moramo gledati samo širino, kaj se dogaja v širino. In ko je delala raziskavo, je z ultrazvokom
diagnostičnim ultrazvokom gledala v bistvu razmak same diastaze. In bolj, ko so bile punce pridne, bolj, ko so delale vaje, bolj, kot jim je šlo, več je bil razmak. In zdaj, zakaj hudiče se to dogaja, če se ne bi smeli dogajati, ne? Pa so v bistvu ugotovili, da ja, če jaz aktiviram globoko trebušno mišico, se malo se razmakne, malo gre na razen diastaza, ampak še zmeri potem posledično bo rektus počasi se jačal, bo se pomikal skupaj, bomo počasi spet dobili tisto čvrstost nazaj. Ne pomeni pa, da bo se zaprlo popolnoma to. Pač to ni treba, da se je važno, da je tkivo močno. Povedali vam bodo tudi verjetno, da se tkiva ne da okrepiti, ampak to ni res. Mislim, da se ga tako, ko krepiti. Vezivno tkivo ni tako kot mišica, da se ojača v tem smislu. Bolj, ko ga obremenjuješ, več kolagenskega oziroma tega vezivnega tkiva se nalaga, bolj je čvrsto, večjo funkcijo nam nudi. In pol tudi tele kile, ki pridejo, ki je dosti pogost pojav. Trebušne kile. V bistvu se lahko nekako... Ja, v bistvu ali imamo trebušno kilo ali inguinalno kilo, zdaj ali pri moškem ali pri ženski, ne? Če mi aktiviramo globoko trebušno mišico, preden nekaj naredimo, v bistvu preprečimo, da bo ta kilo pokukala ven. Tako da podobno pri diastazi. Ja, super. The best, evo, zdaj smo tako pač neke vprašanja, da ne bomo predolge, smo šle čez. Barbara, kje te najdejo punce? Jaz res močno, jaz sem iskala fizioterapevtko po porodu zelo veliko časa, ker vsi Američani govorijo o 5 fizioterapevtki, jaz nisem nikjer našla, ena, dve in zdaj je Barbara končno tukaj. In res toplo priporočam, da po porodu obiščete fizioterapevtko. Res, to je res investicija v zdravje in v kasnejše pol morebitne zaplete. Ja, kje te najdemo? Najdete me tukaj na fizioterapiji Fuchs, na Dunajski 194 v Ljubljani. Ja, če imate pa kakšno vprašanje. Lahko prek, tako, ja. Vas bom jaz napotila, tako kar že vse do zdaj. Tako. Če ne drugega, da se prepričate, če je sploh to, kar delate prav. Prav, ja. Super, zihar sem še kaj pozabila, ampak... Če ne pa drugič. Pa drugič, ja. Tako da, hvala ti. Adijo. Ja.